Kateri so glavni vzroki prometnih nesreč pri motoristih? Torej, pred leti je Javna agencija za varnost prometa izvedla analizo prometnih nesreč motoristov. Ugotavljamo, da motoristi v kritičnih situacijah običajno ravnajo napačno. Torej, največje težave so pri osnovah vodenja in usmerjanja motornega kolesa. To so največji problem. Torej, ko pride motorist v neko kritično situacijo, se običajno ustraši, pride do panike, do nekega strahu in ravna nekako samoohranitveno nagonsko. Ni pa nujno, da je ta nagonska rešitev oziroma ta nagonska stvar, ki jo motorist naredi v kritični situaciji, tudi pravilna. Rešitev tega je seveda, da trening vaja, da izvaja vse te osnovne manevre, te osnovne tehnične rešitve, motorične, na tak način, da osvoji reševanje teh kritičnih situacij, ki ne zahtevajo relativno težkih motorističnih prvin, da bi to zadevo rešili. In katere so te osnove? Torej, predvsem razumevanje pravilnega zaviranja, izogibanje oviri, pravilno usmerjenega pogleda in predvsem dobrega predvidevanja in razumevanja nekih osnovnih fizikalnih zakonitosti, ki jih mora motorist poznati med usmerjanjem motornega kolesa. In kje motorist lahko te sposobnosti pridobi? Torej, prvi korak so šole vožnje, kjer se pri usposabljanju za voznika najprej to nauči. Za vse ostale motoriste, ki pa, bom rekel, želijo te stvari nekako spiliti, so pa vse te delavnice, ki jih Javna agencija in seveda tudi drugi partnerji organiziramo, so pa tudi plačljivi treningi varne vožnje, kjer se te stvari lahko sami naučijo oziroma kjer se pod vodstvom trenerjev varne vožnje pač to naučijo. Torej, že prej sem razlagal o prometnih nesrečah motoristov in kako motoristom v nekih kritičnih situacijah primanjkuje osnovnih znanj in spretnosti za reševanje teh nevarnih in kritičnih situacij. Ta naprava v bistvu omogoča trening in vadenje točno teh osnovnih nekih motorističnih veščin. S to napravo gremo v bistvu lahko preko meje. Torej, če smo do zdaj na vseh delavnicah in teh motorističnih treningih varne vožnje z motoristi lahko vadili samo do te meje, da pač ne pride do padca motorista, lahko s to zadevo peljemo tudi en korak naprej in pač pokažemo motoristu, kaj se zgodi, če prestopi tisto mejo nekih fizikalnih zakonitosti in pač pride do padca. Kaj v bistvu lahko vadimo? Vadimo lahko od zaviranja do tehnik v smislu potiskanja motorja, torej cel kup enih vaj je, ki jih lahko tule probamo. Danes jih bomo potem nekaj potrenirali, pa jih bom potem mogoče pokomentiral. S tem delincem v bistvu upravljam sprednje in zadnje kolo oziroma te hidravlične sisteme, ki so na sprednje in zadnje kolo nameščeni, in dvigam oziroma spuščam poljubno sprednje ali zadnje kolo in s tem zmanjšujem stik pnevmatike s podlago. Kar pomeni, da se motor v različnih nastavitvah povsem drugače obnaša. Lahko ga že pri nekih malih, mehkih hitrostih pripelje motor do take situacije, da pač ni več obvladljivo in zelo hitro lahko pride do padca. To zelo hitro vidimo potem tudi kdaj na cesti, če podlaga ni dobra oziroma so pnevmatike slabe, kako se lahko že pri majhnih hitrostih hitro kaj zgodi. Mogoče kakšno vprašanje? Kako je ta naprava dosegljiva motoristom? V bistvu to napravo v bistvu lahko proba vsak, ki pride na delavnice oziroma treninge varne vožnje, ki jih organizira Agencija za varnost prometa. V popolni motoristični opremi pač omogočimo vsakmu, da se gor usede in seveda v upoštevanju navodil, ki jih dobi, predno se na motor usede, in to je v bistvu to. Nič kaj posebno težkega ni. Zdaj on prvič se bo zapeljal se pravi, vse bo na motorju prižgan. Mi imamo možnosti izklopati elektronike, ki onemogoča zdrs, in ABS-a. Zdaj se bo peljal pač povsem normalno z vso prižgano elektroniko.
Evo, to so zdaj neke običajne situacije. Zdaj bomo pa malo nastavitve motorja spremenili. A še sklopu ABS? Pa ga bo se pusti dol, pa gremo brez. Ok. Tu imaš zdaj brez ABS-a? Je dol. Dol. Z ABS-om. Ne, zdaj je gor. Ok. Ja. Ok. Torej, zdaj sem motor dvignil spredi in zadnji, kar pomeni, da je manjši stik pneumatike s podlago in zdaj boste pozorni, kje se bo ustavil. Torej, koliko več metrov bo rabil pri teh nastavitvah. Torej, to zdaj pomeni, da ima recimo ali slabe pneumatike ali pa da je podlaga na asfaltu slabša. Čisti isti motor, vse isto, glejte, kje se bo ustavil. Pa že kolo že rahlo blokira, kljub temu, da je ABS vklopljen. Zdaj pa... Ker brez ABS-a, ja, rok. Okay. Torej, zdaj bomo pa sistem za blokiranje koles, torej ABS bomo zdaj izklopili. Boste videli, kaj se zgodi, ista hitrost, isti pogoji, ampak brez sistema ABS. Vidite, da hitrost ni nekaj pretirana, ne? Aha, še enkrat. Evo, tle že skoraj pride praktično do padca. Rok je zadevo rešil s tem, da je kolo zablokiralo sprednjo zavoro v majčkem popustu in je onemogočil padec. No, zdaj pa tega ne bo naredil. Zdaj boste pa videli, kaj se zgodi, če pač pride do neke kritične situacije, motorist v strašnem motorju ni ABS-a. To se navezuje na tisto, kar sem prej rekel, da motoristi v kritičnih situacijah običajno ravnajo napačno, pač pride do nekega straha, panike in pač odreagirajo povsem samozaščitno nagonsko, kar pomeni, da niti ni nujno, da je pa ta reakcija povsem pravilna. Aha. Ja, zdaj mu nagaja elektronika, ker je motor tukaj dvignen in mu elektronika malo ponagaja. Evo, gledajte, relativno nizka hitrost. Evo, vidite, vsak od teh primerov je padec, prvi in drugi, čeprav je vmes še rešil, vidite, povsem pride do padca. Koliko pa sama cestišča vplivajo na te nezgode? Seveda, motorist se na motornem kolesu nekako s cesto stiga samo v dveh točkah. Torej, pneumatike so en izjemno pomemben dejavnik, seveda drug izjemen dejavnik je pa podlaga. In če je podlaga dobra, če ima podlaga kvalitetno površino, po kateri se motorist pelje, to je seveda strašansko pomembno. No, danes ste nam prikazali ta varnostni jopič. Kakšne so te izkušnje? Torej, jopič uporabljam že kar nekaj sezon in moram reči, da so izkušnje dobre, da je en
nek dodani del na varnost motorista. Med vožnjo ne moti, mogoče v kakšni hudi vročini je neka dodatna stvar, ki jo imaš na sebi, ampak se za samega stališča prometne varnosti in zaščite, ki jo ta airbag zagotavlja, je pa zadeva neprecenljiva. Ta airbag, ki ga ima kolega nameščen, je mehanski airbag, ki se nekako aktivira z potegom na tole vrvico. Ta vrvica je nameščena na motornem kolesu in v primeru, ko pride do padca, se ta airbag aktivira. Evo, zdaj bom jaz to zadevo aktiviral. Torej, za aktivacijo tega airbaga je v bistvu potrebno najmanj 30 kg oziroma več. Torej, da bi sam od sebe oziroma po nesreči se ta zadeva sprožila, je izjemno težko. Torej, airbag zdaj popolnoma ščiti prsni koš, predvsem je pa izjemno pomembno, da airbag zaščiti tale del okrog čelade. Se pravi, onemogoča premikanje čelade oziroma zaščiti glavo in onemogoča to nekontrolirano vpletanje z glave, kar pomeni, da zaščiti vratna vretenca in celotno hrbtenico tole spodaj zadaj. Zdaj slišite, da rahlo piskanje, kar pomeni, da se airbag v tistem trenutku, ko se je aktiviral, se zelo počasi prazne in čez nekaj sekund se bo v bistvu povsem sam spraznil. Ta airbag je uporaben tudi večkrat, s tem, da se v bistvu zamenja kapsula, ki aktivira oziroma sproži in napolni tale airbag. Tako da je večkrat uporaben v primeru, da se airbag pač ne poškoduje do te mere, da ni več uporaben. Ampak v običajnih situacijah se ga da potem ponovno uporabiti. Airbag se ne poškoduje, se pravi, je z tazga materijala, da se ne bi poškodoval, tudi če se moral bi v bistvu zdržati tudi drsanja in običajno, v nekih običajnih razmerah pri padcih je airbag popolnoma ponovno uporabljen. Kakšna pa cena? Tale airbag stane okrog 600 €. Zdaj pa na prvo žogo mogoče slišati veliko, ne? Ampak verjemite mi, da po prvem padcu se vse povrne. Nima posebne življenjske dobe. Zdaj, ko bi začel spuščati, rečemo, da bi v kakšni situaciji začel spuščati, da bi se videla kakšna poškodba, potem ja, drugače pa načeloma uporaben. Sam ga uporabljam že kar nekaj let, pa je videl čisto kaj. In kaj bi priporočil na podlagi teh izkušenj, ki jih imate in analize motoristom, da bi se varno in brez nesreč vozili? Predvsem bi priporočil redno permanentno izobraževanje, torej treningi, obnavljanje znanja in skrb za lastno kondicijo in to, da pač sami dobro obvladajo motorno kolo.